Zdaj pa nazaj v Irak in k temu morebitnemu načrtu, da bi PMF vključili v iraške oborožene sile. Za več o tem se nam zdaj pridružuje Antifat Kanbar, predsednik Akcijskega sveta za zaščito Kurdov v Washingtonu in nekdanji tiskovni predstavnik namestnika predsednika vlade Iraka. Antifat, ali bi ta načrt dejansko oslabil milice, ki jih podpira Iran, ali pa bi lahko dosegel nasprotno in jih dejansko legitimiziral? Naj vam dam en primer. Oseba, ki je ugrabila Barisa in Kittersona, ameriškega novinarja, je imela uradno izkaznico iraške vlade iz PMF. Torej je PMF v resnici krinka za tiste milice, ki so bombardirale Saudsko Arabijo, Združene arabske emirate, včasih Izrael in večinoma Kurdistan v Iraku, svojo lastno državo. In bombardirali so tudi iraške objekte, kot je letališče v Bagdadu. Mislim, da je prava rešitev za milice v Iraku razpustitev PMF, ker je PMF krovna organizacija za vse te skupine in uporabljajo PMF kot vladno agencijo za izvajanje svojih manevrov. Poleg tega, če se spomnite tega človeka, Mohameda Bakarja al-Sadija, ki so ga pravkar ujeli in prepeljali v New York, je imel iraški službeni potni list, ki je VIP potni list, prav tako ga je verjetno dobil preko PMF. Torej je treba sile ljudske mobilizacije oziroma PMF in Hayat Tahrir al-Shabab razpustiti, da bi razpustili te milice. V nasprotnem primeru bi Iran izkoristil to nejasnost med PMF in temi milicami za verodostojno zanikanje ter tudi za izvajanje napadov na regijo iz Iraka. Nedavno je izjavo podal vidni iraški šiitski duhovnik Muqtada al-Sadr. Pozval je vse frakcije znotraj proiranskih sil ljudske mobilizacije PMF, naj opustijo politični in sektarski vpliv ter predajo svoje orožje državi. Toda, ko gre za dejansko izvedbo in razpustitev PMF, kaj bo to pravzaprav zahtevalo in ali lahko iraška vlada to stori? No, Nikol, veš, kot pravimo, vsa politika je lokalna. Izjava Seida Muqtade al-Sadra, da, je dobra, pozdravljamo jo, ampak hkrati prihaja iz njegovega lastnega interesa, ker je veliko teh odcepljenih skupin, ki so odpadniške milice v bistvu izšlo iz njegove glavne organizacije, Jaiš al-Mahdi, in v bistvu je jezen zaradi njihovega odcepa, do katerega je prišlo zaradi Irana. Iran je to vedno izkoriščal. Doktrino deli in vladaj, celo znotraj šiitske skupnosti. In zato ima svoj lasten interes, da razbije te skupine. Prav tako ima interes, da vidi bolj stabilen Irak, verjetno. Ampak spet, to je problem. To presega tisto pozitivno potezo Muqtada al-Sadra, da odložijo orožje ali postanejo del vlade, kot je rekel, in gre bolj v smer razpustitve matične organizacije, PMF. Kar zadeva Združene države, mislim, da niso predstavile jasne politike, kako bodo razpustile PMF. Napisal sem članek v Washington Examinerju, kjer sem podrobno opisal postopek oziroma vsaj predlagal postopek, s katerim lahko strateško razpustimo PMF. In sicer ne mislim, da bo načrt predsednika Trumpa za mir in blaginjo združeni na Bližnjem vzhodu uspel, dokler bo na plačilni listi iraške vlade v PMF 250.000 ljudi. Kaj pa Iran? Če bodo menili, da je PMF ogrožen, kako bi lahko odgovorili znotraj Iraka? No, ne delajmo si utvar, Nikol. Ni mi treba tebi razlagati. Iran neposredno nadzoruje PMF. V Iraku je približno 50 tako imenovanih iraških svetovalcev. Svetovalcev IRGZ, v bistvu oni usmerjajo te napade. Oni usmerjajo napade na Saudsko Arabijo, pri čemer je več kot polovica teh napadov prišla iz Iraka, ne iz Irana. Oni usmerjajo napad na Kurdistan in uporabljajo PMF ter milice znotraj PMF za uresničevanje svojih interesov ter pritiskanje na Združene države s tem, da napadajo zaveznike Združenih držav. Torej, PMF v resnici 100% ni pod nadzorom iraške vlade, niti pod nadzorom vrhovnega poveljnika, ki je predsednik vlade.
Povezan je z Kanijem, z silami Quds, povezan je z IRGC, plačuje pa ga Irak. Torej, ta dvojna igra se mora končati in PMF mora oditi, zavedno oditi. Koliko vpliva ima Washington nad Irakom, ko gre za to vrstno vprašanje trenutno? Slišali smo veliko glasnih izjav iz washingtonske administracije, vendar kakšen vpliv imajo dejansko pri uveljavljanju teh sprememb na terenu? Povem ti eno stvar, Nikol. Združene države imajo v Iraku več vpliva kot verjetno katerakoli druga država na svetu. Iraški naftni denar gre k ameriški centralni banki v New Yorku. Torej, lahko Združene države zlahka ustavijo ta tok denarja. Prav tako je Irak zaščiten s strani Združenih držav, kar zadeva izmenjavo obveščevalnih podatkov, vojaško podporo in tudi podporo iraškemu gospodarstvu. Tako lahko Združene države izvajajo ogromen vpliv. Prav tako bi Združene države lahko uporabile sankcije, kot so jih nedavno uvedle namestniku ministra za nafto in drugim, ki sodelujejo z Iranom in Iranu zagotavljajo denar. Seveda lahko uporabijo tudi vojaška sredstva. Izrael lahko prav tako uporabi vojaška sredstva v Iraku za odstranitev voditeljev milic ali njihovo aretacijo, kot se je zgodilo v Turčiji z Saudicem, ki so ga prepeljali v New York. Torej imajo Združene države veliko orodij v svojem arzenalu, da ustavijo Irak in razbijajo PMF. Mislim, da v tej smeri ni jasne politike in takšna politika mora nastati, ker vsi mislijo, da je problem samo v Iranu. Mislim, da se problem razteza tudi onkraj Irana, na skupine podrejene Iranu, kot so PMF v Iraku in Hezbollah na vaši meji v Izraelu. Antifat Kanbar, zelo zanimiva razprava. Hvala, da ste se nam danes pridružili na i24 News English. Cenim tu. Hvala.